isti, podobni. Tako da bom sedaj prosila še naše govorce, da bo vsak v 3 stavkih povedal, kaj predlaga, da naredimo za prihodnost. 3 stavke, potem pa gremo na podelitev priznanj in še k izvajanju gospe Tatjane, kako pridelati, kako se oskrbeti. Ne moramo biti vsi samo oskrbni. Imamo pa oskrbovalnico. Kje je oskrbovalnica? Predstavnica oskrbovalnica je tam. Dejansko poznate sistem oskrbovalnice? Sistem oskrbovalnice je tak, se lahko se kar jaz predstavim. Gospa je predstavnica, se lahko tam na razstavnem prostoru potem pogovorite z njo. Sistem poteka tako, da bo preko računalnika vi naročite na oskrbovalnica.net izdelke, ki jih ne pridelate, .si in dejansko potem na določen dan dobite v Mariboru, Ljubljani, kje še? Koper, Kranj, tisto, kar ste naročili in plačate direktno kmetu. Tako da en velik aplavz za oskrbovalnico. Gospod Peter, v 3 stavkih, kaj boste vi povedal in naredil za vaše učence in za vaše vodstvo, da bomo sledili smeri ohranjanja tradicije, zdrave pridelave hrane in da bomo uspeli obdržati Slovenijo blagostana in živeti v rajskem vrtu in se znali tudi preživeti. Dajte, v šoli je tako, da ravnate sicer stvari ravna, ni pa tisti, ki lahko veliko naredimo skupaj, ne? Zagotovo. Ne morem pa mimo ideje, ki sem jo v zadnjih dneh videl in slišal tudi predstavljeno, izvira pa iz nam sosednje Hrvaške. Namreč pri nas se verjetno še kdo spomne, da so šole imele tako imenovane šolske vrtove, sadovnjake, tudi njive. Potem je vse to zamrlo, veliko šol, vključno z našo, je ostalo brez teh prostorov, pa so jih pač prekrila bodisi parkirišča ali pa druge infrastrukture, ki je bila verjetno odločevalcem pomembnejša. Ampak zakaj omenjam Hrvaško? Zato, ker imajo eno stvar, ki jaz ne znam po slovensko povedati, oni rečejo temu učeničke zadruge. Z drugimi besedami, po slovensko mogoče šolske zadruge. Ideja je ta, oni imajo to zakonjeno, ne? Ideja je v bistvu ta, da učencem na teh njihovih tudi šolskih vrtovih, ki pa še imajo, jih zorganizirajo v tem smislu, da se odločijo za neko dejavnost, recimo, ne vem, iz jabolk pridelujejo jabolčni sok in jim država dovoli, da ta jabolčni sok v okolici oziroma v njihovi občini, se pravi županiji, prodajajo. Pri tem morajo postaviti ceno oziroma celo dejavnost tako, da na koncu ne delajo izgube, celo naj bi imeli nekaj dobička, ki ga vlagajo v nadaljnjo dejavnost teh šolskih zadrug. V to je vpletena pravzaprav cela Hrvaška, imajo potem tudi srečanja, kjer te ideje predstavljajo naokrog. Tako da jaz ne bom rekel, da je to prava ideja za nas, ker pač živimo v drugem prostoru, ampak po drugi strani pa nismo tako daleč od tega, ne? Tako da... Najlepša hvala. Dobra ideja, kaj ne? Gospod Gržan, kakšno idejo imate vi? Kaj nam boste podal za navdih za naprej v tej smeri? Ja, mi pravimo, ne, milost predpostavlja naravo. Vrniti se k naravnosti, da nam bo v sožitju milo in dragoceno. Najlepša hvala. Gospa Aleksandra. Kot veste, javni zavodi smo nekako omejeni z vnosom količine lokalno pridelane hrane v sam jedilnike naših vrtcev. Kot sem že prej omenila, mi imamo 15 enot, od tega imamo v 13 enotah lastne kuhinje, torej nimamo centralnih kuhinj in upamo, da tako bomo delali tudi v prihodnje. In si želimo, da iz teh 20% povečamo doprinos mogoče na 40%, ker pridelovalcev je dovolj. Mi si želimo seveda jesti zdravo, lokalno
in tudi nekako ohranjati naravo v tem smislu, ker potem je tudi, vemo, posledično je tudi ne onesnažujemo okolja, ker so te verige zelo kratke in to se nam zdi zelo pomembno tudi za naprej in pomembno za zdravje naših najmlajših in posledično tudi naprej za vso prebivalstvo. Najlepša hvala. Ali ste za to, da pošljemo odločevalcem pobude iz posveta, da naj razmišlja o šolskih vrtovih, o učnih zadrugah in o tem, da bi vključili v javne razpise najmanj 40% lokalne hrane. Se strinjate s tem? Ok, potem bomo to napisali in potem prosim, da greste tja na razstavni prostor, se boste podpisali, če želite biti obveščeni, da vas potem obveščamo, kaj bo s temi pobudami. Vam moram povedati, da nas imajo odločevalci kar polno glavo, da smo dokaj vztrajni, da 2 leta smo vztrajali, da je Ptujski seminarski center zopet v slovenski lasti, tako da to smo uspeli. Sedaj pričakujemo, da bo tudi semena iz teh. Potem smo skupaj vztrajali iz takele pobude, ko smo se skupaj izbrali, da so po slovenskih kokoših, da po slovenskih dvoriščih svobodno hodi lahko 50 kokoši, za kar je tudi gospa Tatjana zaslužna. Tako da hvala lepa. Tako da gremo naprej. Ana, pobuda iz vaše strani. Ja, tektonski premiki so se že začeli. Na Univerzo Maribor prihajajo predavati predavatelji izven ozke znanosti, gospod Anton Komat, Sanja Lončar, in na ta način vnašajo ta drugačna, širša spoznanja. Študente vključujemo v vse možne aktivnosti, ki so, zato da takoj pristopijo. Cilj pa je, da aktiviramo sami sebe in med seboj se z eno tako vitalno srečno življenje, življenje izven sistema, življenje brez prevar in življenje, ki se ga dejansko zaslužimo. Vsi smo bili priča in smo še priča propada globalizacije kot koncepta. Ta globalizacija nam je naplavila na vrh psihopate in nore milijarderje, da smo prišli v svet, kjer norci vladajo, pametni pa norimo. Torej, treba, da se rešimo teh nadlog, ki so itak že na kraju življenjske poti, zelo si želijo večnega življenja pri vseh. Veste, pri 150 milijardah je težko umrti, pri Mejduš. Oni bi večno živeli, ne? In ta digitalizacija je skregana z vso analogijo narave. Mi smo pristaši naravnega človeka, analognega človeka, ne digitalnega. In še nekaj bi rekel, teh 5 porušenih stebrov globalizacije moramo lokalizirati. Ekonomska kriza, vzpostaviti lokalno ekonomijo preživetja. Energetska kriza, lokalno energetiko preživetja. Imamo dovolj gozdov, imamo dovolj geotermalne energije, treba izkoriščati. Prehranska kriza na globalni ravni in vodna kriza, zavarvati plodno zemljo, zavarvati vodne vire in tako naprej. Zdravstvena kriza, odstraniti farmacijo iz odločanja, nima kaj početi v zdravstvu, in jasno šolski sistem afirmirati inteligenco, ustvarjalnost otrok, ne da so otroci neke kante, v katerih se sipa milijone nepotrebnih podatkov in se favorizira piflere, ne pa inteligentne otroke z domišljijo. Torej, opolnomočenje lokalne skupnosti v vseh aspektih preživetja. To je afirmacija naroda. Jaz bi temu rekel, povratek suverenosti naroda temelji na povratku suverenosti vsakega posameznika. Sami bomo živeli, ko se bomo mi odločili. To je temelj. Bravo. Ali se strinjate, da tudi pobudo gospoda Komata vključimo v pobude iz posveta? Vse. V redu? Mateja, zadnje 3 stavke pripadajo tebi. Hvala. Hrana je strateškega pomena. Brez hrane noben narod ne preživi. Mi imamo čudovita avtohtona semena, ki ne rabijo posebne nege pri vzgoji. Iz lastnih izkušenj povem, se veliko več pridela na hektar z avtohtonimi semeni kot s hibridi.
zato ker ne rabijo posebne nege. In tukaj se začne naše zdravje, naša suverenost in če bomo to uspeli doseči, smo zmagali. Hvala. Sedaj so govorili govorci pred vami. Sedaj je čas, da naredite tudi kaj vi. Ste za to, da sodelujemo? Ste? Ste. Sedaj bomo tako naredili. Najprej bomo skupaj sodelovali, sedaj pa potem vas vabim kar sodelovanje, Mateja, prid pomagati. Ste za to, ste rekli, ne? Potem kar vstanite, prosim, vsi. Vi tudi tu. Stanite vsi, ki to zmorete. Ja, tisto zmorete, ja. Ostali ni treba. Se pravi, sedaj pa naši predniki so vedeli, da smo odvisni od svojega razuma, od svojega srca, od svojih rok, od svojih nog, od vsega, kar nas oddaja in od medsebojnega sodelovanja. Se strinjate s tem? Se pravi, potem pač to naredimo. Se pravi, sledite mojim gibom, odvisni smo od svojega razuma, pa ponavljate. Odvisni smo od svojega razuma, od svojega srca, od svojih rok, od svojih nog, od vsega, kar nas obdaja in medsebojnega sodelovanja in se obrnete k sosedu, mu pogledate v oči, sedaj pa malo počakajte in rečete pogumno in